Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v vroči temi v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Romska problematika je že nekaj dni aktualna, vroča tema v državi, potem ko smo videli dva velika protesta, enega na Dolenjskem, potem ko so tam zabeležili več brutalnih napadov strani Romov na državljane in potem tudi v Ljubljani, kjer se je približno 200 ljudi zbralo v podporo pretepenemu kmetu Antonu Čemažarju. Podobe pretepenega 70-letnega kmeta z Ježice so seveda pretresle slovensko javnost in pritegnile pozornost tudi vseh velikih medijev, čeprav v preteklosti niso posvečali prav velike pozornosti, ko so se na Dolenjskem posamični incidenti dogajali, ko so bili pretepeni celo ribniški župan, pa policistka, pa 18-letnik. Ampak zdi se, da se je narodu zdaj vendarle nekaj zgodilo v glavi, kajti kar 1000 ljudi se je zbralo na dolenjskem protestu in seveda tudi v Ljubljani je vse več podpornikov, tistih, ki zagovarjajo, da se mora zadeva sistemsko rešiti, da se mora nasilje romske skupnosti nad navadnimi slovenskimi državljani čim prej nehati, da so torej potrebne sistemske rešitve in da jih vlada Roberta Goloba ignorira. Moja nocojšnja sogovornika sta sin Antona Čemažarja, Filip Čemažar, ki je tudi posnel tiste šokantne fotografije, ki je našel očeta, ko je prišel domov pretepenega. Pozdravljeni. Pozdravljeni. In poslanec Nove Slovenije, Aleksander Reberšek. Nova Slovenija se že kar nekaj časa ukvarja z romsko problematiko, vlaga zakone, ki so več ali manj zavrnjeni v času vladavine Roberta Goloba. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vama. Filip, bomo začeli z vami najprej še enkrat. Kako je izgledalo, ko ste zagledali očeta? On se je sam pripeljal domov, če sem prav razumel, čeprav je imel zatečeno oko, pa mislim, da so ga celo pošpricali s solzivcem. Ko ste videli ta prizor, ko vam je povedal, kaj se mu je zgodilo, kako ste sploh odreagirali v družini? Ja, to je težko opišem, kaj sem doživljal takrat, ampak prvo je bilo strah za mojega očeta, da ga ne izgubim, ker midva sva kar dober tim, ko delujeva skupaj. To, da se mu je zgodil, ker on meni večkrat reče, dej drž se nazaj, ne jet na nož s komarkoli. V tem primeru tudi Rome večkrat mi reče, pusti jih primer, umikaj se jim, in pol jih on dobi, to je, ne vem, res noro. Ko je prišel domov, jaz sem takoj poklical policijo, pa sem se pozanimal, kaj narediti. V zvezi s tem sem obvestil tudi na Dolenjskem, imamo ene znance, ki so pripravljali tudi ta protest v Šentjerneju, tako da so tudi na Dolenjskem takoj vedeli, kaj se je zgodilo. Je pa tako, da te stvari ne sodijo v našo družbo, res, to je. Ne moram verjeti, da se je to zgodilo. Kako se zdaj drži oče? Slišimo, da se je že vrnil na polje. Si upa? Zdaj, mogoče navadni ljudje to težko razumejo, ampak mi živimo z zemljo. Zemlja je brez nje in sploh ne moremo funkcionirati. Tako da mi, tako on kot jaz, ki oba dva delava na polju, vsak zase, sva spet aktivna nazaj na poljih, sicer malo bolj previdna, pa v pripravljenosti, če gre kdo tam, da si malo bolj pozoren, da vidiš, bolj opazuješ okolico. Ja, delo nas kliče naprej. Ja, v eni odmevni izjavi ste za medije rekel, oče bi prej umrl od tega, da ne more delati kot od udarcu. Ja, to je res. Mogoče samo še tole protest se je odvrtel podporo Antonu Čemažarju. 200 vas je bilo, tudi vi ste bili zraven. Imate to podporo, čutite zdaj ljudi, se kaj premika v glavah? Ja, ljudje so že skozi na naši strani. V povprečju navaden državljan se ne strinja s takimi ekscesi, kot se je zgodil zdaj. Ampak to smo hoteli tudi navzven pokazati. Zato v bistvu mi nismo točno vedeli, kako bo to izgledalo sploh. Zelo sem zadovoljen z udeležbo. Tudi moram pohvaliti, policisti so zelo korektno tle odreagirali. V tednu niso prejeli vse 4, Ja,
to se od njih pričakuje, konec koncev vse so v službi za to. Ampak tudi sem mislil na tem protestu policija, da ne bi nam kaj težila zaradi tega, ker smo se zbrali in izkazali podporo. Preden gremo gospodu Reberšku, ki je bil govorec na vašem protestu, mislim, da ste povabili vse koalicijske, opozicijske stranke, ne, njihove predstavnike. No, moram povedati, da jaz res nisem hotel, da ta naš pohod je bil, ne bi izpadel kot politična manifestacija kjerekoli politične opcije. Zato smo mi vabila oziroma obvestila za ta pohod poslali vsem v državnem zboru, vse poslanske skupine so dobile obvestilo. In sem v bistvu pričakoval, jaz nisem politik, ampak pričakujem od ljudi, ki so na položajih, da jim je mar za nas, volivce, kjerekoli leve ali desne. Smo vsi ljudje, a ne? No, oglasili so se pa samo z desnega pola. Torej, kako občutite to, da jih ni bilo? Kaj si mislite o tem? Moje mnenje je isto, kakor je bilo pred tem, ne, glede levih strank, ampak to sem pa zdaj na svoji koži tudi občutil, da v bistvu, če nismo volivci levega pola, sploh nismo pomembni. Aleksandar Reberšek, torej opozicija je bila na obeh protestih. Ne, videli smo tudi Anjo Bah Žibert poleg vas, ne, govoriti na shodu in na protestu že na Dolenjskem v Šentjerneju. Obiskali ste tudi družino Čemažar že doma, ne, v Novi Sloveniji. Skratka, zdaj vam nekateri z levega pola očitajo, ne, češ, nabirate politične točke na nasilju. Ne. Kako jim odgovarjate? Ja, že to, kar je gospod Filip povedal, ne, da smo bili povabljeni tja vsi poslanci vseh političnih opcij. In jaz sem dobil še tudi drugo osebno povabilo, zato sem se odločil, da bom tja tudi na ta pohod tudi šel, ker se mi je zdelo prav, da svojo prisotnostjo podprem gospoda Čemažarja, ker se mu je zgodila ena zelo velika krivica, to je ena zelo velika sramota, kaj se je zgodilo. Očitajo nam nabiranje političnih točk, celo minister Poklukar je rekel, da je bil to festival SDS-a in pa Nove Slovenije. Zakaj oni ne nabirajo političnih točk? Zakaj ne sprejmejo neke določene zakonodaje in nam vzamejo vetra v jadro? Zakaj smo v Novi Sloveniji tisti, ki non-stop vlagamo, bom rekel, zakonodajo, ki naslavlja romsko problematiko? Vi ste posnel tisto zdaj že kar slavno fotografijo ministra Poklukarja ob interpelaciji. Kako se po domače povedano reži? A je to povzetek odnosa te vlade do te problematike konkretne? Ta slika je nazoren prikaz, kako se vlada obnaša do tistih preprostih državljanov. Ves čas se je hihital in pa posmehoval zadaj. Seveda ljudje, ki so spremljali prenos tega, niso ves čas videli. Jaz pa sem iz poslanskih klopi naredil to fotografijo, kjer se Poklukar, bom rekel, zelo veselo hihita in pa sme ob branju interpelacije. Bom rekel, ponižujoče do vseh tistih, ki so bili pretepeni, ukradeni in so dobili kakršnokoli drugo kaznivo dejanje strani nekoga drugega. In minister bi tukaj mogel ukrepati, pa nažalost vidimo, da ne, da se hita in na nek način daje tiho podporo vsem tistim, ki kršijo zakonodajo, kar je zelo narobe. Zdaj, slišali smo zahteve kmetov, ne? Slišali smo zahteve protestnikov na Dolenjskem, ne? Sistemske, takojšnje spremembe. Ne? Kaj lahko vi v opoziciji ta hip naredite? En zakon, kar se tiče romske problematike, je bil nedavno sprejet, ne? Ki nekako podpira predloge županov, če se ne motim, ne? Da bi se staršem romskih otrok, ki otroke ne pošiljajo v šolo, izplačevali socialni dodatki, zdaj samo še v naturalijah. Treba je zdaj povedati zelo pošteno, da ta problem z romsko problematiko ni nastal od danes, niti ne v času te vlade, ampak se pelje že od osamosvojitve dalje in da so za to stanje krive vse vlade do zdaj, vsi poslanci, vse vlade, vsi ministri in predsedniki vlad in tako naprej. Je pa dejstvo, da ima ta vlada, bom rekel, zelo udobno koalicijsko večino v državnem zboru, 55 jih je od 90, skoraj ustavno večino in bi lahko sprejeli, če bi želeli karkoli. Zato smo v Novi Sloveniji že večkrat vložili zakonodajo na različnih področjih, ki ureja romsko problematiko. Ne samo spomnim 5. oktobra na odboru za delo, so takrat koalicijski poslanci na odboru sprejeli, da mora vlada
priti z rešitvami, ki naslavljajo romsko problematiko do konca leta 2023. Zdaj, po letu in pol teh rešitev strani vlade še vedno ni, čeprav je veljaven sklep iz odbora za delo, pa vendar v Novi Sloveniji non-stop vlagamo zakonodajo, smo jo vlagali tudi v času, ko smo bili v vladi, se pravi v prejšnji Janševi vladi, smo vložili zakon, ki je reševala del romske problematike. Takrat vam je Levica nekako preprečila sprejetje. Ne? Tako je, takrat je Levica vložila pobudo za referendumom in s tem poslovniškim trikom blokirala izvajanje tega zakona in to vlekla do volitev, ker zakon ni bil dejansko sprejet, ker je Levica poslovniško izkoristila to, zakon pa je ob volitvah seveda padel. V tem času pa nam zmanjka glasov za številne zakone, ki jih vlagamo. Je pa res, da je bil zdaj na pobudo in pa mi smo bili predlagatelji tega zakona končno uspelo prvi korak, bom rekel, temelj, na katerim bo treba graditi naprej, da bodo morali starši svoje otroke pošiljati v osnovno šolo, ki je obvezna. Če starši otrok ne bojo pošiljali v osnovno šolo, pa posledično to pomeni, da ne bojo več dobili denarne socialne pomoči v denarju, ampak samo še v materialni obliki. Najbrž se nekateri ne zavedajo, kako pomembno je, da otroci hodijo v šolo. Pomembno je, da se izobražujejo, da si pridobijo izobrazbo, kasneje tudi službo in da so enakovreden del te družbe. In ljudje se sploh ne zavedajo, kakšno škodo dela leva oblast vsem tem, tudi romskim otrokom, ker jih tiho podpira, se ne rabite hoditi v šolo. Mi jih moramo trgati iz tega kroga revščine in jih izobraziti, da bojo enakovreden del družbe, kot sem povedal. Pa bo to dovolj, to, kar je bilo zdaj sprejeto? V Novi Sloveniji ste predlagali tudi, da po pol leta prejemanja socialnih prejemkov na sociali, po domače povedano, bi moral v tem času sprejeti kdorkoli, ne samo Rom, neko službo, mislim, da kako ste takrat predlagali 2 razreda oziroma 2 stopnji z nižjo izobrazbo, tudi takšna delovna mesta. Ne. Tako je. Jaz sem bil sam predlagatelj tega zakona o urejanju trga dela, kar pomeni, da bi nekdo, ne samo Rom, katerikoli drugi slovenski državljan, ki je pol leta prejema denarno socialno pomoč in načrtno ne želi delati, izkorišča našo državo, moral po pol leta sprejeti delovno mesto, za katerega se zahteva 2 stopnje nižja izobrazba, kakor jo ima sam. To je bil samo eden izmed zakonov, vložili smo jih pa več. Tudi tega, da če želiš upravljati vozniški izpit, moraš imeti dokončan 7. razred, pa da če otroci ne hodijo v osnovno šolo oziroma kasneje tudi v srednjo šolo, da se ti 1/3 otroškega dodatka odtrga, starši ne dobijo tega otroškega dodatka, 1/3. Predlagali smo tudi spremembo kazenskega zakonika, če je nekdo sposoben pri 14 letih pretepsti sovrstnika, je sposoben tudi, da ga damo v mladoletniški zapor. Pa spremembo zakona o osnovni šoli. Spomnimo se samo primera, kako je romski učenec brutalno pretepel svojega sovrstnika, smo predlagali 3 konkretne rešitve. Ampak to, da bi prisilili ljudi, ki imajo višjo izobrazbo, da gredo delati, nekaterim se to očitno zdi pod častjo, zakaj pa so potem študirali, ne? Da bodo zdaj delali v neki službi, ker mislijo, da si zaslužijo nekaj več. Mogoče se komu to zdaj res izpod časti, ampak ne moramo pa dovoliti, da bo zdrav človek prejemal denarno socialno pomoč in da ne bo delo. Zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči. Ta zakon se ni naslavljal samo Romov, ampak bom rekel vseh državljanov. Ampak če nadaljujem tam, kjer sem končal, spremembo zakona o osnovni šoli, kjer bi nasilne učence odstranili iz pouka, smo recimo predlagali, da se takšnega nasilnega učenca začasno odstrani šole, ne pa da bojo vsi ostali starši razmišljali, da bojo svoje otroke zdaj domov ali pa bo nasilni učenec hodil v šolo. Da nasilni učenec sprejema pouk nadaljavo, recimo prek aplikacije Zoom, ali pa da se ga da v neko socialno ustanovo, kjer se, bom rekel, potem z njim ukvarja. In še številne zakone smo vložili, ampak nikoli ni podpore, uspelo nam je pa samo pri enem. Filip, bili ste zelo konkretni v svojih izjavah za številne medije, ko ste imeli pozornost cele države. Rekli ste, ne zahtevamo sistemske spremembe, ampak ne verjamemo več tej vladi. Mislim, da bo treba najprej na volitve. To, kar zdaj poslušate iz opozicije, je to tisto, kar si želite, ali želite še kaj drugega? Ja, seveda, sam mislim, da oziroma Nova Slovenija ni na položaju, ko bi lahko zdaj to v svet spravila oziroma v naše življenja. Zato podpiram to seveda, ampak kot sem rekel, vsi državljani na volitve in izvoliti tako, kot je prav. Ampak katere sistemske spremembe mogoče še želite? Kaj konkretno ste še zahtevali? Ja, se je Aleksander že večinoma povedal vse, ampak bistveno je tudi to, recimo, da kmet, ki dela na zemlji, na svoji zemlji, da ga ne more noben, nihče ga ne more pregnati iz njegove zemlje.
To se nam je zgodilo 2 leti nazaj, ko nas je naš župan preganjal iz naših njiv. Govorite o protestu proti C0 kanalu. Tako, ja. Takrat smo vedeli, kako je, če te en prežene z njive. Zdaj pa vemo, kako je, če te en nabuta na njivi. Ja, videli pa smo tudi epilog. Takrat so policisti aretirali in brutalno odvlekli nekatere kmete, ki so protestirali, pa danes Ustavno sodišče pravi, to je bilo nezakonito, tudi prekategorizacija zasebnih cest, javne ceste, vse to je bilo nezakonito. Dobili ste tudi povrnjene sodne stroške, skratka Janković je tukaj doživel velik poraz. Ampak nekaj me zdaj zanima, ko smo pri romski problematiki. Do danes nismo slišali javno, da bi imeli kadarkoli težave z romsko skupnostjo, ampak zdaj pa slišimo, saj v bistvu mi z njimi težko sobivamo, že odkar so prišli iz Ambrusa. Govorimo konkretno o družini Strojanovih. Dajte nam opisati, kaj vse je še problem. Ni sam ta pretep, ta napad na vašega očeta, ampak slišim, da imate ves čas, vsako noč vse pod ključem, da se marsikaj dogaja. Ja, zdaj, če imaš dobrega soseda, je v redu, če ne, pa ni tako v redu. Zdaj, te Romi, ne vsi, ampak par jih je pa bilo, ki so dnevno se vozili po naši vasi, po okoliških vaseh tudi in pregledovali teren. Pravite, kradli so nam zajce doma. Ja, to si sem že rekel, to ni ne vem kakšna vrednost, ampak ko imaš za otroke eno stvar pripraviš, recimo v tem primeru 2 zajkle, tako tih srcev ti preraste žival, in so sredi noči so prišli in pobrali tiste živali. In v naslednjem, čez en mesec še enkrat, takrat smo jih presenetili, tudi policija takrat ni odreagirala tako, kot se pričakuje. Zgleda, so zakoni tako napisani, ne vem. A pa se zdaj počutite doma varne? Pravite, imamo ograjo, imamo nemškega ovčarja, je to, a se kakorkoli v teh danih razmerah vendarle še bojite? Ja, glede na to, da sem se medijsko toliko izpostavil, sem malo bolj previden, ampak kot sem rekel že, to je treba sistemsko rešiti, da bojo storilci kaznovani, ne da se bojo oziroma, da bojo hitro kaznovani, ne da se bojo oni sprehajali še okoli še kakšno škodo naredili, pol pa bo enkrat sodišče odločilo, da v bistvu bi mogli pa, recimo en bi mogel sedeti, ampak v tem času je naredil še ne vem kakšno škodo na kjerkoli, imamo ograjo okrog dvorišča, ampak to sigurno ni rešitev. To je treba, te ljudi je treba sankcionirati, ne morajo oni okrog hoditi, pa recimo pridati zažge objekt. Gospod Reberšek, tudi vi ste se zdaj kar javno izpostavil, slišim, da dobivate tudi grožnje. Je to res? Je, drži. Bi pa tukaj posebej poudaril, da ne bom narobe razumljen. Dejstvo je, da niso vsi Romi isti in ne moramo vseh enačiti. To je dejstvo, in katerega ne morem. Dobim tudi, bom rekel, številna sporočila Romov, ki pravijo, podpiramo vas, prav delate, kaznujte tiste Rome, ki kršijo zakonodajo. Sem tudi objavil na socialnih omrežjih in ko dobim takšno sporočilo, verjamem, da se da, vidim neko upanje, nek dokaz in to je naš cilj, da se tudi Romi normalno vključijo, ne samo del Romov, ampak vsi ostali Romi vključijo v normalno življenje, grejo v službo, normalno preživljajo svoje življenje in da tukaj sobivamo in pa živimo v miru. To je naš cilj, nič drugega, da so zakoni za vse enaki. Seveda, danes pa gledamo, da za nekatere zakon velja, za nekatere pa recimo ne. Dobim pa tudi, bom rekel, grožnje. Kaj konkretno? Ja, recimo, da ne prijem v kakšno romsko naselje, da bom dobil kakšno plusko ali pa če se lahko dobimo in tak naprej. Ljudje, ki pozirajo z orožjem na socialnih omrežjih. Recimo, zato sem tudi predlagal, to je bil eden izmed mojih predlogov, da se naredi racija v romskih naseljih, pa tudi drugje, kjerkoli kdo ve, da kdorkoli od naših državljanov doma poseduje nelegalno orožje, da se takšno orožje tudi odvzame. In to bi mogla policija prvo narediti. No in zdaj ste odprli dobro iztočnico. Izjave Žana Mahniča močno odmevajo zdaj že 3 dni. Podprl jih je tudi predsednik SDS Janez Janša. Bilo pa je to direktno po napadu na vašega očeta, da je potrebno spremeniti zakonodajo, da odpravijo prekoračen silobran. To je Žan Mahnič tudi obljubil, da bodo storili, ko se vrnejo na oblast in pozval je vse državljane, naj pač se vpišejo na strelišča, naj pridobijo
orožje po legalni poti, naj ga imajo doma in se seveda zaščitijo pred morebitnim nasiljem, s pojasnilom, da danes pač doma nisi varen, če nekdo pride k tebi, te napade z nožem, s pištolo, mu lahko samo skuhaš kavo. Kako gledate na te izjave Žana Mahniča, a se boste tudi vi zdaj oborožili? Jaz nikakor nisem pristaš nasilja, tako da jaz ne podpiram tega, da bi se vsi oboroževali. Je pa dejstvo, da če nekdo pride oborožen na tvoj dom, pa ti nimaš za kakšno stvar priti, da bi se s čem pomagal. Ker Romi recimo pištole imajo, ne? Povedal je gospod Reberšek, imajo jih na črno. Ne? Ja, to je treba, pol država mora res poskrbeti, da to se, da ima orožje tiskega, policija, vojska, ostali pa ne vem, zakaj bi ga mogli imeti, ne? Ampak kako se boste zdaj zaščitili, dokler se zakonodaja naredi, nekaj časa bo trajalo? Kaj boste naredili, da se boste počutili bolj varne? Boste tudi vi kupili solzivec, boste se vpisali v strelsko društvo, ne, naredili izpit za pištolo, kaj boste naredili? Solzivec že imam. Tako da prva stvar je, drugače pa upam, da neki cajta bo mir, glede na to, kakšna racija je bila policijska tle dole, ne? Ker zadnje dni tudi opažam, da te Romi se ne voze več toliko okrog, kakor so se prej. Drugače pa še enega psa bom kupil, pa ograjo povišal okrog dvorišča. Aleksander Reberšek, isto vprašanje, ne? A v Novi Sloveniji podpirate to, kar zdaj napovedujeta Janez Janša in Žan Mahnič? Jaz mislim, da več orožja teh konkretnih težav ne bo rešilo. Je pa ta izjava odziv na tisto, kar se zdaj na terenu praktično dogaja. Z terena prihajajo odzivi, da naj policija, Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za ta resor, zadeve uredijo, konkretno minister Poklukar. Minister Poklukar se na interpelaciji smeni, požvižga se na te težave in zdaj bojo ljudje jemali pravico v svoje roke, kar se mi ne zdi prav. Prav bi se mi zdelo, da policija zaščiti vsakega državljana, ki mu je kršena kakršnakoli pravica, pa tega ne stori. Konec koncev minister Poklukar vsak mesec prejme plačo in za svojo plačo bi mogel delati in plačo dobi tudi od tistih ljudi, ki jih ni sposoben zaščititi, in bi moral zaščititi tiste ljudi, ki se jim dogaja krivica. Ja, ampak zdaj, ne, če se SDS vrne na oblast, ne, zelo verjetno se bo vrnil skupaj z Novo Slovenijo, ne, se ste sodelovali v vseh vladah, bi podprli takšen zakon. Kaj bo, ko bo, če bo, se bom pogovarjal takrat. Predvsem pa si v dani situaciji želim, da policija dosledno opravlja svoje delo. Ne samo pri Romih, pri vseh ostalih državljanih, ki kakršnokoli kršijo kakršnokoli zakonodajo. Kakorkoli že vzamemo te zapise Žana Mahniča, ne, vsaj v tem delu, da dejansko ta hip se državljan pred nasiljem praktično ne more braniti, ne. Če pride nekdo k tebi domov in te napade z nožem, se ne moreš braniti s pištolo, ne. To je problem zakonodaje, kjer obstaja prekoračen sil dobra. Se pravi, tukaj imamo neko težavo. Seveda imajo pa to težavo predvsem ljudje na terenu, a ne, da ti policist reče, boljš, da ne prijavljate tega, ker se vam bojo maščevali in tako naprej. Konkretne zgodbe dobivam ljudi iz terenu, ker mi ljudje pišejo, jih skrbi za njihovo varnost, varnost njihovih otrok, je rekla, ker mi suša ni vzela, mi poberejo Romi in tako naprej, sploh če bivajo v bližini. Izpostavil bi, ne vem, gasilce, veliki Podlog, v 12 dneh 10 požarov, pol hektarja pšenice so naenkrat požgali in tako naprej. Dejstvo je, da so to zavržna dejanja, ki se morajo nehati in to si vsi želimo. In hvaležen sem tudi vsem tistim Romom, ki mi pišejo in rečejo, res je, ne delamo prav, in jih tudi potem nagovarjam v sporočilih nazaj, dajte povedati tudi ostalim, ne delite več problemov, dajmo živeti, sobivati za tistih 5 ponedeljkov, ko tukaj živimo, pa da se bomo med seboj kregali, pa povzročali take težave. Jaz mislim, da tega ni vredno. Zanimivo je, to bi še izpostavil, da mi je pisala tudi Romkinja, ki tudi sama doživlja nasilje strani Romov, ker se je odselila iz romskega nasilja in ima, bom rekel, kupenih težav zaradi tega. Ampak še enkrat bi rad poudaril, z enakimi vatli na vse slovenske državljane. No, ampak odziv na te besede, na te zapise Žana Mahniča z leve strani je bil buren, ne? Oglasili so se v Svobodi, v Levici, zahtevali celo naj organi ukrepajo proti Žanu Mahniču. Oglasila se je predsednica republike, to ni v skladu z našo ustavo, to je nedemokratično, napisala je, imamo pravno državo, treba je zaupati pravni državi in treba je zaupati
policistom, da bodo opravili svoje delo. Torej, nekaj, kar pa se v praksi je izkazalo za nekaj, kar ne obstaja. Ne? Gospod Filip, je bila Nataša, predsednica države, pri vas doma? Je prišla do vašega očeta, me zanima? Ne, jaz sem tudi to izpostavil. Z Lukom sva govorila, da nobene nevladne organizacije ni bilo. Tudi ljudi, ki jih pričakuješ. Razen kmetijske organizacije. Ne? KGZS, Kmetijsko-gozdarska zbornica, oni so se oglasili. Ampak ne vem, izgleda, če nisi pravega političnega nazora, nisi pomemben. Ampak zdaj predsednica pravi, ne? Zaupamo v pravno državo, zaupamo v pravosodne organe, v policijo. Zaupate? Ne, popolnoma. V bistvu sploh ne. No. Zdaj, ko sem govoril na terenu s policisti, so mi zagotovili, da oni svoje delo in kolikor imam izkušnjo, upravljajo tako, kolikor je prav po zakonu. Zdaj, tožilstvo in pa sodstvo pa ne vem, kako se to dogaja, kaj se dogaja, ampak mislim, da je tle še veliko stvari za narediti. Vse zadeva je čisto preprosta. Ni treba odkrivati nobene tople vode. Otroke treba poslati v šolo, zdrave ljudi je treba nagnati delati, zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči. Tiste, ki kršijo zakonodajo, pa je treba kaznovati oziroma zapreti. Na tem mestu je tudi, bom rekel, ena zelo dobra pobuda zdaj Nove Slovenije, in sicer jo ima pravosodna ministrica že na mizi, kjer bi večkratne kršitelje, da bi jim lahko globe trgali od denarnih socialnih pomoči. To zdaj recimo ni mogoče, vidimo, da se nekateri Romi zdaj smejijo policajem in pojejo pesmice in tako naprej. Ampak kako bodo pa potem preživeli? Ja, jaz mislim, da enostavno mora obstajati korenček, pa mora obstajati palica, oziroma pravice in dolžnosti. Ko se mu bo enkrat vzela denarna socialna pomoč ali del denarne socialne pomoči, bo verjetno vsak začel drugače razmišljati. Dokler pa mej ni, se pravi, dokler se te kazni ne trgajo, pa se bodo seveda vsi tisti prejemniki denarnih socialnih pomoči obnašali kot se. To imate prav, ne? Ampak problem je, ker moramo ostati nekako v okvirih socialne države. Ne? Ti ljudje očitno so zelo neodgovorni. Ne? Če bi se jim trgalo od socialnih prejemkov, morda bi bili otroci lačni. Zato vas sprašujem. Ne? Ja, še vedno bo prejel socialno podporo, socialno pomoč, potem pa od njegovega obnašanja odvisno, ali bo držal celo ali pa bi se mu trgal. Predlog, kot sem rekel, je na mizi pravosodne ministrice, da ga vključi v zakon o izvršbi, ki se zdaj pripravlja. Na potezi je koalicija, da vidimo. Kako pa vi gledate na vsa ta zgražanja zdaj z leve? Ja, jaz mislim, da na levi komi čakajo takšnih dogodkov, da lahko potem, bom rekel, na nek pocen način nabirajo politične točke, pa rečejo, poglejte, kako ste na desni diskriminatorni do Romov in tako naprej. Glasila se je na Facebooku Violeta Tomič in napisala, naj se Romi zapisala, mislim, da celo pod vaš komentar na Facebooku, naj se Romi združijo, da se dogaja fašizem. Ja, bom rekel, da poceni način nabiranja politične točke, obtoževanje levičarjev do nas, da smo diskriminatorni, ampak jaz nisem diskriminatoren do Romov. Sem že pomagal kakemu Romu, ampak hočem povedati to, da bi mogli energijo vlagati v to, kot poslanci državnega zbora, da bi sprejemali ustrezno zakonodajo, da takih incidentov ne bi več gledali. Jaz upam, da je bil ta zadnji incident, ki je bil zdaj brutalni pretep vašega očeta, zadnje opozorilo vladi Roberta Goloba, ministru Poklukarju, da gorijo vsi alarmi. Kajti, kaj se bo zgodilo, ko se bo zgodilo še kaj hujšega? Jaz upam, da se ne bo. Kdo bo za to nosil odgovornost? Me zanima. In to ste ravno tudi vi povedali javno v teh dneh, ne? Da se bojite, da se bo zgodilo še nekaj hujšega. Ne? Kaj bo potem? So pristojne službe, da zagotovijo stvari tako, kot mora biti v pravni državi. Jaz upam, da se res to ne bo dogajalo, ker mislim, da si pošteni državljani ne zaslužimo tega. Vem, ampak zelo glasni so zlasti na Dolenjskem. Ne? Če ne boste zdaj ukrepali, bomo stvari vzeli v svoje roke. Kaj je pomenilo vzeti stvari v svoje roke? Spomnimo se lahko Ambrusa 2006, kako je bilo. Bomo videli. Kako vi gledate na te izjave, ki so z nekega vidika problematične? Ne? Če ljudje vzamejo stvari v svoje roke, potem zares nimamo več pravne države. Ne? Glih to je zdaj narobe, ker ta vlada, minister Poklukar ne ukrepa in ljudje si jemljajo pravico v svoje roke in to ni prav. Mi imamo policijo za to, plačane policiste, plačane ministre, plačane uradnike, plačane poslance državnega zbora, ki bi morali sprejemati neko določeno zakonodajo, ki bi prišla z nekimi rešitvami, da bi mi sobivali in živeli v miru. In tukaj naj še samo podarim, mi nismo diskriminatorni do Romov, daleč od tega.
sovražim, jezen sem pa, besen sem pa, če se nekomu dogajajo krivice in nismo sposobni zaščititi teh ljudi, ki se jim dogajajo krivice. To pa sem besen. Zdaj poslušali smo, to ste vi prej že omenjali, da seveda policisti vendarle ukrepajo, naredijo svoje delo, ampak slišimo to tudi iz Dolenjske, ribniški župan je to večkrat javno razlagal, da se potem te zadeve ustavijo nekako na pravosodju, na sodiščih, da potem ti Romi na koncu niso kaznovani, čeprav so policisti podali predlog za pregon. Ampak zdaj slišim pa, če imam pravo informacijo, da je vaš oče pa dobil že pošto, da ima zaslišanje na sodišču že 31. julija. Ja, res je. To je hitro, se vam zdi. Ja, čim prej, tem bolj. Bo oče šel, ima s tem težave. Mislim, da bo šel, ampak dejstvo je, da te stvari nas psihično zelo obremenjujejo in v bistvu bi radi, da se čim prej zaključi to. No? Tako da sem prav vesel, da se je stvar začela odvijati, da upam, da bomo lahko kmalu nazaj prišli v normalno življenje, brez kamer in brez osvetljevanja, zato ker to nismo navajeni tega. To si želimo. Ni lagodno preveč. Tam bo verjetno moral pogledati tem storilcem v oči. To zna biti kar dramatična situacija. Jaz si težko predstavljam, kako bo to, ampak mislim, da moj oče bo tole zmogel, ga bomo podpirali doma, pa držimo pasti, kaj bomo tudi zmolili za to, da bo stvar se speljala tako, kot je treba. Vse smo že večkrat slišali, pa vi ste danes omenjali Poklukarja, kako se reži, ampak zdaj iz tega vidika je varnostni aparat svoje naredil. Zdaj smo tukaj pri problemu pravosodja, kjer se prevečkrat zadeve končajo, Romi niso obsojeni, ne da se jih preganjati. Tokrat sicer je zaslišanje relativno hitro, ampak ponavadi pa je bilo tam blokirano, na pravosodju. Kaj pa tukaj narediti? Mene zanima epilog, ali bojo storilci na koncu odgovarjali za svoje dejanje. In prav bi bilo, da bi za to dejanje tudi odgovarjali. Ampak vendarle, pravosodje očitno ima težave, sistemske. Kaj narediti tukaj? Ja. Midva niso na položaju. Jaz bi tukaj rekel, da je treba prevetriti sodišča, da bojo delala tako, kot treba. Mi smo zakonodajo v Državnem zboru, takrat smo bili obtoženi, da sodelujemo z koalicijo, čeprav bi bila sodišča bistveno bolje delala, imenovanje sodnikov in tak naprej. Ampak to je neka druga zgodba. Vsi v tej verigi morajo opraviti svoje delo in z zanimanjem bom spremljal, kakšen bo epilog. In poudarjam, da bi zanimanjem spremljal epilog, tudi če je bila zgodba drugačna, da bi katerikoli drug državljan. Pravici mora biti vedno zadoščeno. Če ne na tem svetu, pa sem prepričan, na nekem drugem svetu pa bo. Ne vem, če sva Filip potem že govorila, zdaj medijska pozornost, slišim, da vam ne godi preveč. Takrat je tudi oče šel v medije samo zato, da se opozori na to, da se nekaj končno premakne, ampak kako vas je zdaj ta dogodek zaznamoval, ko gledate nazaj? Zdaj pač za vami je kar nekih 10 zelo razburljivih dni. Imate dovolj te medijske pozornosti, verjetno. Ja, lejte, jaz sem kmet, jaz najraje delam svoje delo in tole mi res, mogoče na začetku, fajn se ti zdi po televiziji, si sam rajno celega očeta, kakor da se to medijsko izpostavljam. Ja. Ampak kako zdaj poteka delo na kmetiji, imate kakšne pomisleke, kako naprej? Zdaj poščine se vam tudi kradajo, slišim, pa to nekako zanemarljivo pustite ob strani, ob hujših incidentih. Ja, delo zahteva svoj čas in svoj angažma, tako da nekaj dela sem jaz prevzel po očetu, to je moja zapuščina, oziroma očetova zapuščina, da jaz prevzemam delo od njega, ker on ne more več. Tako da, lejte, rastna sezona žita smo glavno že pospravili. Tudi oče je potem, ko je že prejšnji teden bil pretepen, v soboto je že žel piro in rž. Tako da, kot sem rekel, že delo nas žene naprej. Ob tej priliki bi pa rekel tudi, da ko kdaj jamramo ljudje, koliko imamo za delati, koliko nam je hudo, meni bi bilo bolj hudo, če ne bi imel dela. In tudi za mojega očeta velja isto. To
delo nas pelje naprej, kot je Aleksandar rekel, ne rabimo denarja, ampak delo. Če imamo delo, poj glava ne razmišlja stvari, ki so lahko tudi bolj slabe, recimo, koliko nam je hudo, koliko smo bogi. Če imamo delo, nas res vleče naprej. Slišimo pa, da vam je vse težje, ne? Da nekako težko konkurirate evropskim ponudnikom, tako sadja kot zelenjave. Si kaj obetate zdaj od nove evropskega finančnega načrta, ne, ki ne bi predvideval bistveno več sredstev za kmetijstvo? Ne? Kako je v teh dneh biti kmet? Je težje? Je iz leta v leto težje? Te evropske direktive ne poznam točno, tako da to ne moram komentirati. Lahko pa povem, da je delo, je kar težko tudi stvari oziroma pridelke, ki jih pridelamo, prodati. Ampak če pogledam, recimo izpred 30 let je bilo težje v kmetijstvu. No? Tudi cene pridelkov so bile slabše, je pa res, da konkurenca je kar huda na trgu in se mora vsak pridelovalec se mora sam nekako znajdeti in poiskati najboljšo pot za čim boljše trženje svojih pridelkov. Kmetijstvo bo pomembna politična tema, tudi v tej predvolilnem letu. Kmetje ne opravljajo svoje delo, obrtniki, podjetniki ne delajo, vladajoča politika pa ne začne sprejemati zakonodajo, ki bo v korist naših državljanov. Rekel bi samo še tole, da bi bilo življenje bistveno lažje tudi v naši lepi državi, če bi se držali enega preprostega načela, in sicer ne stori drugemu, kar nočiš, da drug tebi stori. Življenje bi bilo bistveno lažje in pa lepše. Filip, ko bo to vse mimo, ko bo še nekaj dni, tednov minilo, se bojite, da bo šlo pa vendarle vse v pozabo in da se na koncu nič ne bo zgodilo? To se že od začetka, od torka se bojim to, prejšnjega torka. Ampak tudi s takimi podcasti oziroma medijskimi izpostavljeni, kot je bil tale, mislim, da stvari se peljejo v pravo smer. Tudi politiko smo nekako zbudili in jaz imam upanje, da se bo stvari v doglednem času rešile. Mene skrbi, iskreno povem, ker vidim, da ta vlada nima interesa. Če se motim, toliko bolje. Če vlada imenuje, bom rekel, medresorsko skupino z številnimi udeleženci, je to skoraj gotovo, da iz te medresorske skupine ne bo nič. Hkrati pa bo priročen izgovor, glejte, medresorska skupina ni dala nobenih konkretnih predlogov in mi nismo ničesar naredili. Bojim se, da bo tako, zato iskreno upam in si želim, da prihaja neka druga vlada, ki bo videla problem malih, preprostih, delovnih, poštenih ljudi. Bomo na tej točki zaključili. Aleksandar Reberšek, Filip Čemažar, hvala za obisk na Domovini. Hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Vidimo in slišimo se prihodnji teden.